Najprej bi se rad zahvalil organizatorjem za priložnost, da tukaj predstavim aktualne projekte, ki se trenutno odvijajo na Gozdarskem inštitutu Slovenije, ki potekajo na zelo relevantno temo, to so potenciali rasti biogospodarstva v slovenskem gozdno-lesnem sektorju. Kot rečeno, se na inštitutu na to temo odvijajo številni projekti, na primer temeljni raziskovalni projekt z naslovom Vpliv podnebnih sprememb na dinamiko akumulacije lesne biomase in s tem povezanih potencialov rasti biogospodarstva. Na to podobno tematiko poteka tudi izpopolnjevanje, izobraževanje mladega raziskovalca Domna Arniča. Zelo pomemben pa je tudi ciljni raziskovalni projekt z akronimom LesGoBio, ki raziskujemo možnosti rabe lesa listovcev v slovenskem biogospodarstvu. No, zelo pomemben del aktivnosti teče tudi v javni gozdarski službi, kjer smo postavili metodologijo in določili kazalnike za spremljanje rasti gozdno-lesnega sektorja v biogospodarstvu. No, to so projekti, ki jih vodimo na Gozdarskem inštitutu, sodelujemo pa tudi v projektih, ki jih pa vodijo druge organizacije, na primer sodelujemo pri ciljnem raziskovalnem projektu Gozdno-lesna veriga, ki ga vodi profesor dr. Miha Humar. Sodelujemo tudi v ciljnem raziskovalnem projektu, ki se je nedavno začel z naslovom Okoljska, ekonomska in pa družbeni vidik rabe lesa in v njem vezanega ogljika. Ta projekt vodi organizacija InnoRenew. No, pred kratkim se pa tudi končal projekt, ki ga je vodil profesor dr. Luka Jovančič, kjer smo projekt je imel akronim Bridge2Bio, kjer smo raziskali možnosti dodajanja vrednosti lesni biomasi. No, kot rečeno, prej omenjene projekte vodimo na Gozdarskem inštitutu, tukaj sodelujemo predvsem trije oddelki, oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko, oddelek za prirastoslovje in gojenje gozdov ter oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko. Tesno pa sodelujemo tudi z biotehniško fakulteto, predvsem oddelkom za lesarstvo in oddelkom za zootehniko oziroma skupino za agrarno ekonomiko. No, v nadaljevanju bi predstavil predvsem rezultate dveh projektov, to je temeljni projekt, ki sem ga že omenil, in pa ciljni raziskovalni projekt LesGoBio. V prvem sklopu teh raziskav raziskujemo predvsem vpliv podnebnih sprememb na gozd in posledično na gozdarstvo in lesarstvo. Kot kažejo vplivi oziroma scenariji, zmerni scenariji klimatskih oziroma podnebnih sprememb, lahko v naslednjih 50 letih pričakujemo dvig povprečne letne temperature približno za 2 stopinji Celzija in neenakomerno porazdelitev padavin med leti. No, pretekle študije kažejo, da imajo takšni vplivi, da takšne spremembe vplivajo na debelinsko rast dreves in posledično na produktivnost gozdov, pa ne samo na to, rastne spremembe vplivajo tudi na zgradbo lesa, njegove lastnosti in posledično na njegovo uporabnost. No, v okviru temeljnega projekta pa nameravamo raziskati tudi, kakšne so ekonomske posledice teh sprememb in kako bodo te spremembe vplivale na razvoj biogospodarstva. No, podnebne spremembe so vidne že sedaj, kot je bilo že omenjeno, zaradi vse pogostejših motenj v gozdovih, zaradi ujm se spreminja razmerje med drevesnimi vrstami in posledično se spreminja tudi struktura gozdno-lesnih sortimentov, ki jih dobimo iz gozda. V Sloveniji se veča delež listovcev, predvsem bukve, les listovcev pa relativno malo izkoriščen in ravno to pa naslavlja ta naš ciljni raziskovalni projekt LesGoBio. Najprej bi pričel z predstavitvijo vsebin in pa rezultatov temeljnega raziskovalnega projekta, ki smo ga razdelili v 3 sklope. V prvem sklopu raziskujemo vpliv podnebnih sprememb na debelinsko rast, na zgradbo oziroma na atomsko strukturo lesa. Drugi delovni sklop je bolj lesarski, kjer raziskujemo vpliv okoljskih dejavnikov na mehanske lastnosti, fizikalne lastnosti, pa tudi trajnost lesa. No, rezultate teh 2 sklopov pa bomo uporabili za oceno vpliva okoljskih dejavnikov na razpoložljivost in pa ekonomski potencial
lesarstva oziroma ekonomski potencial gozdno-lesnega sektorja, pri čemer bomo upoštevali tudi različne scenarije prestrukturiranja gozdno-lesne bioekonomije. No, če kar začnem z prvimi rezultati iz prvega sklopa, kjer smo v raziskave vključili predvsem področja dendrokronologije, nastajanja lesa in pa kvantitativne anatomije. S pomočjo dendrokronoloških podatkov smo raziskali variabilnost v odzivu debelinske rasti smreke na različnih rastiščih. Rastišča smo izbrali tako, da nekako tvorijo tudi višinski gradient in pa padavinski gradient. Vpliv debelinske rasti oziroma razmerje med debelinsko rastjo in temperaturo ter padavinami smo modelirali s pomočjo linearnih modelov, uporabili pa smo tudi procesni Vagano-Šaški model. No, glavni rezultati nekako nakazujejo, da na debelinsko rast vplivajo predvsem negativno poletne temperature, pozitivno pa pomladanske padavine, to predvsem na nižjih rastiščih, medtem ko se na višjih rastiščih vpliv obrne. No, eden izmed pomembnih rezultatov je tudi ta, ki nakazuje, da bodo na rastiščih, kjer je količina padavin manjša od 1600 mm, bo najverjetneje vpliv na smreko oziroma debelinsko rast smreke negativen. No, na podlagi dolgoletnega spremljanja nastajanja lesa pri bukvi smo tudi pripravili oziroma izdelali model, ki nekako opisuje, kakšno je razmerje med fenologijo ksilogeneze in pa debelinsko rastjo. S pomočjo tega modela smo potem modelirali, kakšen, glede na zmerne scenarije klimatskih sprememb, kaj se bo zgodilo v naslednjih 60 letih z dolžino rastne sezone, pa tudi s širinami prirastkov. Naprimer, eni izmed rezultatov kažejo, da bodo na rastiščih z nižje nadmorske višine prirastki 40% večji, na višjih nadmorskih višinah pa 80%. No, takšne modele lahko uporabimo tudi za prostorsko oceno, kdaj pride do začetka oziroma do konca rastne sezone. Problem teh modelov je predvsem ta, da ne upoštevajo tudi vpliva ujm. No, recimo z dendrokronološkimi podatki bukve smo poskušali oceniti trende debelinske rasti na različnih rastiščih po Sloveniji. Tukaj smo si pomagali tudi z podatki daljinskega zaznavanja in recimo na karti Slovenije, kjer so področja označena vijolično, lahko vidimo, da so trendi debelinske rasti negativni, drugod so pozitivni. To so pa predvsem področja, ki kažejo negativno rast, so področja, ki so bila prizadeta tudi strani žledoloma. No, pomemben vpliv na debelinsko rast imajo tudi na primer pozne pozebe. Tale sredinska slika kaže prirastke pri bukvi, na primer leta 2015 je bilo leto normalno, 2016 smo pa na tem rastišču zabeležili pozno posebo in debelinski prirast v tem letu je bil bistveno manjši. Mladi raziskovalec Domen Arnič je raziskal tudi razmerja med anatomsko strukturo pri bukvi in pa tudi temperaturo in padavinami na rastiščih oziroma med leti. Tukaj recimo tale slika lepo zgornja kaže normalno leto, kjer je porazdelitev por oziroma trahej difuzna, medtem ko je v letu, kjer je bila izrazita suša, porazdelitev por bistveno drugačna in lahko rečemo, da je ta branika skoraj polvenčasto porozna. No, vpliv podnebnih sprememb na razpoložljivost okroglega lesa smo ocenili z modelom MLFS, to je kratica za Machine Learning Forest Simulator, ki so ga razvili na Gozdarskem inštitutu in temelji na podatkih gozdne inventure. No, preliminarni rezultati na primer kažejo, da podnebne spremembe nimajo značilnega vpliva na razpoložljivost okroglega lesa, ima pa značilen vpliv na primer način gospodarjenja in pa intenziteta ter frekvenca ujm. No, v okviru drugega delovnega sklopa smo na primer preizkusili razmerja, preverili razmerja med gostoto in pa anatomsko strukturo. Gostoto smo nekako poskušali oceniti z rezistografskimi meritvami, te je zelo podobno prej opisal tudi dr. Kranjc. No, na primer, rezultate na različnih rastiščih po Sloveniji smo vzeli izvrtke
upravili te rezistografske meritve in rezultati naprimer kažejo, da z rezistografskimi meritvami pri smreki zelo dobro korelira debelina celične stene in pa širina kasnega resa, medtem ko pri bukvi nismo opazili značilne zveze z rezistografskimi meritvami, z nobenim od anatomskih parametrov. No, trenutno zelo intenzivno potekajo meritve mehanskih lastnosti lesa na 6 različnih rastiščih v Sloveniji. Smo zbrali takšne kolute, pripravili vzorce, ki se sedaj testirajo na tem lomilniku, istočasno pa na oddelku za lesarstvo potekajo tudi meritve navlaževanja teh podobno pripravljenih vzorcev. No, v tretjem delovnem sklopu bomo ocenili stanje in pa potenciala gozdarstva in lesarstva v biogospodarstvu na podlagi razpoložljivih podatkov o transakcijah med sektorji oziroma med dejavnostmi. Bomo izdelali input-output matriko. To input-output matriko bomo uporabili za analizo različnih scenarijev, ki se razlikujejo v načinu rabe lesa. Za vsak scenarij pa bomo potem ovrednotili oziroma ocenili ekonomske multiplikatorje. No, v nadaljevanju bi na hitro predstavil tudi vsebino projekta LesGo Bio. Ta sestavljen iz 4 sklopov. V prvem sklopu smo analizirali kakovostno strukturo lesa listovcev v Sloveniji. Ocenili smo tudi tržni potencial lesa listovcev. Te podatke pa bomo oziroma rezultate teh 2 sklopov pa bomo uporabili potem za projekcijo potencialov lesa listovcev v prihodnje. Zelo pomembno je tudi metodološko oziroma sistematično zbiranje podatkov o tokovih lesa listovcev. Ti podatki nam dajo zelo pomembno informacijo o strateškem odločanju tako na sektorskem kot državnem oziroma lokalnem nivoju. No, v sodelovanju z lesarji smo identificirali obetavne tehnologije predelave, obdelave lesa listovcev, inovativne proizvode. No, v 4. delovnem sklopu pa bomo te nove verige vrednosti in pa podatke o potencialu uporabili za oceno makroekonomskih učinkov proizvodnje in predelave lesa listovcev. Če na hitro povzamem par rezultatov iz teh sklopov, na primer v prvem delu smo ocenili kakovostno strukturo na 10 različnih rastiščih, smo izbrali drevesa, bukve, hrasta in pa javora. Na izbranih drevesih oziroma na izdelanih sortimentih smo potem izdelali oziroma izmerili vse napake. Te podatke pa smo potem uporabili najprej za primerjavo različnih načinov ocenjevanja kakovosti okroglega lesa. No, deleže hlodovine po debelinskih stopnjah pa smo potem uporabili naprej za posodobitev metodologije izračuna tržnega potenciala lesa listovcev. Tokovi okroglega lesa listovcev kažejo, da v celotni proizvodnji okroglega lesa listovcev prevladuje predvsem les slabše kakovosti, ki se potem v nadaljevanju uporabi predvsem za energetske namene. Ti podatki kažejo, da imamo z vidika izkoriščenosti dodane vrednosti okroglega lesa listovcev v Sloveniji še izrazite rezerve. V sodelovanju z lesarji smo oblikovali tudi verige vrednosti oziroma smo izdelali popis verig vrednosti, ki so v Sloveniji že prisotne, pa potem inovativne tehnologije in pa inovativne perspektivne proizvode, te so na teh verigah vrednosti označeni z rožnato barvo. Smo pa za vsako surovinski vir določili te verige, na primer v tem primeru za žagarsko hlodovino, za furnirsko hlodovino, za les slabše kakovosti in tako naprej. No, te verige vrednosti bomo ovrednotili v sklopu ekspertne skupine. Zbrali bomo 2 do 6 najbolj verjetnih oziroma za Slovenijo najbolj potencialno obetajočih verig vrednosti oziroma tehnologij ali pa proizvodov. Na podlagi tega bomo izdelali scenarije in prilagojeno input-output matriko bomo potem uporabili za analizo makroekonomskih učinkov realizacije teh scenarijev. No, naj še na kratko omenim, da v okviru javne gozdarske službe, to sem že prej poudaril, spremljamo oziroma smo vzpostavili tudi kazalnike, ki kažejo razvoj gozdno-lesnega sektorja v biogospodarstvu. No, ti kazalniki vključujejo na primer zaposlitev v gozdarstvu in pa gospodarsko
aktivnost gozdno-lesnega sektorja. Za vsak kazalnik smo določili metodologijo zbiranja podatkov. Podatki so tudi lepo grafično prikazani in za vsak kazalnik podajamo tudi kratek opis oziroma interpretacijo rezultatov. Ti podatki oziroma kazalniki so objavljeni na našem portalu VCM Infogozd. No, če zaključim, te raziskave so pomembne predvsem za razumevanje kratkoročnega in pa dolgoročnega vpliva podnebnih sprememb, za razumevanje ekonomskega in pa ekoloških posledic. Kot ste videli, mogoče iz teh predstavitev se vidi, da smo tekom trajanja teh projektov zbrali zelo različen nabor podatkov, uvedli nove metode. No, recimo makroekonomske analize pa nenazadnje lahko uporabimo potem tudi za načrtovanje podpornih politik pri razvoju gozdno-lesnega sektorja. To pa tudi vse iz moje strani. Hvala.